Moji dragi televizijski prijatelji, smo že v sredo prvega adventnega tedna. Naslov današnjega branja pa je Sveti Frančišek. No, kot smo že slišali, se je Franci odločil, da bo postal duhovnik in bo podobno kot pater Daniel sledil poti svetega Frančiška. Kaj mu ne bi, saj imata res zelo podobni imeni. Kdo pa je sploh ta sveti Frančišek? Sveti Frančišek je eden največjih svetnikov katoliške cerkve in sicer tako velik, da se je celo papež Frančišek, ki mu je sicer ime Jorge Mario Bergoglio, poimenoval po njem. Je zavetnik narave, živali, torej vsega tistega, kar je imel Franci tako zelo rad. Sveti Frančišek se je rodil že daljnega leta 1182 v mestu Asizi v Italiji, torej pred več kot 800 leti. Njegov oče je bil bogat trgovec. Med nekim dolgim trgovskim potovanjem po Franciji se mu je rodil sin Giovanni, kar po naše pomeni Janez, ja. Ko se je vrnil domov, se je sinčka silno razveselil in ker je bila njegova žena Giovannijeva mama Francozinja, pa še pod vtisom potovanja po Franciji je svojemu sinčku rekel kar moj mali Francozek, oziroma na kratko Frančišek. Tako je Giovanni postal Frančišek. Na začetku Frančišek ni živel prav nič sveto. Okrog sebe je rad zbiral fantovsko družbo in razmetaval očetovo bogastvo. Zaradi tega je bil med vrstniki zelo priljubljen. Frančišek si je zelo želel, da bi postal vitez. Viteško čast in slavo si je hotel pridobiti z junaštvi v vojnah, ki jih takrat ni manjkalo. A imel je skrivnostne sanje, ki so njegovo življenje čez noč obrnile na glavo. Zaradi teh sanj je imel na to takšno življenje, kakršnemu še sedaj želi slediti mnogo tistih, ki želijo živeti polno, uresničeno in resnično svobodno življenje. Ti se v duhu globoke ponižnosti imenujejo manjši bratje oziroma fratres minores. In njihov član je postal tudi naš Franci. Od tega trenutka dalje se bo življenje našega Francija tesno prepletalo življenjem, ki ga je živel sveti Frančišek. In naloga danes pravi: papež Frančišek spodbuja k skrbi za naravo. Ljudje nismo gospodari narave, ampak samo njeni skrbniki. Bog nam jo je dal oskrbo. Zato se vedno lepo obnašaj do narave in živalic. Na vrtu postavi ptičjo hišico in nasuj ptičkom hrane. Sedaj že morda padel sneg ponekod in verjamem, da ptičke že zelo zebe in so lačni, tako da bo jim prav prišla vaša ptičja hišica. Pridni bodite in se vidimo jutri. S Bogom.